Zdaj pa je na vrsti nekaj preprostih trikov in nasvetov, ki vam bodo omogočali lažje in hitrejše delo z desitom. To si bomo pogledali na primeru vnašanja izdanega računa. V glavnem meniju kliknite listine, tukaj izdane račune in v orodni vrstici kliknite na dodaj. In v orodni vrstici kliknite na dodaj. Desito pozna več tip polj. Prvi tip bi bil polje, za katerimi stojijo šifranti. To so polja, v katere lahko vpišete zgolj vrednosti, ki so vpisane v šifrant, ki pripada polju. Imamo tudi polja, v katerem vpišete datume, polja, v katerem vpišete tekst povsem prosto in polja, kamor se vpisujejo zneski. Najprej si bomo pogledali polja, kamor za katerimi stojijo šifranti. Takoj prvo polje šifra partner je že eden izmed šifrantov. Kliknete na numerični plus in se vam bo prikazal celoten šifrant. Tukaj bomo izbrali kar prvega partnerja, ki nam šifrant ponuja. Kako delujejo polja za vpis šifrantov, si bomo pogledali rajši na primeru stroškovnih mest. Polja, za katerimi stojijo šifranti, niso nič posebej označena, saj smo mnenja, da se boste kaj kmalu navadili, kje stojijo, in bi vas oznake pri nadaljnjem delu zgolj motile. Tako da lahko pridete do celotnega šifranta vsepovsod z klikom na numerični plus, kar je enako tudi pri stroškovnih mestih. Tako, sedaj se vam je odprl celotni šifrant stroškovnih mest, ki ga uporabljate. Lahko da si jo pogledamo, kakšne druge opcije še obstajajo, ga bomo sedaj samo zaprli. Lahko vpišete le delen naziv ali delno šifro stroškovnega mesta, naprimer mi bomo vpisali številko 2 in kliknili enter in s tem smo filtrirali prikaz samo po stroškovnih mestih, katere šifra ali katerih naziv vsebuje številko 2. Enako velja, če vpišemo črko. Tudi tukaj se nam prikažejo zgolj stroškovna mesta, ki vsebujejo v nazivu ali šifri črko R. Tako, mi bomo za ta namen izbrali rožice. Sedaj pa si poglejmo, kako deluje vnos datumskih polj. Datume lahko vnašate na več načinov. Prvi je, da vpišete dvomestno oznako dneva in dvomestno oznako meseca. Tako. S tem ste vpisali datum 1. januar 2009. Lahko vpisujete datume tudi z backslashom. 1.1. To vam bo prikazalo prvi dan tekočega leta. Lahko vpišete datum, če vpišete samo 4 in kliknete enter, vam bo ponudil 4. dan tekočega meseca. Enako se bo zgodilo, da ne glede na to, katero številko vpišete in kliknete enter. Obstaja pa tudi opcija, da kliknete na numerični plus, s tem se vam bo prikazal današnji dan. Tako. Fascikel vpišemo. Opomba pa je eno izmed mest, kamor lahko vpisujete prosti tekst. Polje znesek, vpišete znesek, za katerega izdajate fakturo. V polje vrsta dogodka vpišete artikel oziroma storitev, ki jo zaračunavate z izdano listino. Mi bomo v tem primeru uporabili prihodke od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu. S tem ste vnesli vse račune, ki jih potrebujete, in zdaj si lahko pogledamo delovanje druge priročne tipke, ki se kliče Page Down. S Page Down preskočite iz prejšnjega na naslednji zavihek, brez tega, da bi vam bilo potrebno z entrom iti skozi vsa polja, kateri ne potrebujete vpisati. Na zavihku razčlenitve, v primeru, da ste spremenili razčlenitev osnove ali razčlenitev skupne vrednosti, to še ponastavite z tipko Home. Enaka funkcija se vam zgodi, če pritisnite na tale gumbek. S tem smo pokrili tipke, ki vam omogočajo lažje delovanje, zdaj pa si pogledamo, kako lahko čim bolje izkoristite tudi
prikaz računov. Pa si pogledamo, kako filtriramo podatke. Naprimer, iščemo partnerja. Lahko vpišete njegov naziv tukaj vmes. Iščete ga lahko, kliknete na tole puščico in vam ponudil seznam partnerjev. Izberete tistega, ki ga iščete. Lahko označite, v tem primeru lahko označite tudi več partnerjev in vam prikazal zgolj izbrane. Potem ta filter, ki ste ga opisali prej, ne velja. Obstaja pa še napredni filter tukaj od zgoraj, kjer lahko nastavljate, ali boste prikazovali račune mesečno, kvartalno ali datumsko. Pomembna funkcija je pa tudi, ali želite prikazovati samo račune, ki so neknjiženi, ali račune, ki so neknjiženi in knjiženi hkrati. Dodatni filter omogoča še bolj natančno filtriranje. Če izberete mesečno filtriranje, potem lahko se tukaj zgoraj sprehajate po filtru in sedaj vidite, da imate izdane račune samo v mesecu decembru. Pa si pogledamo še, kako ponastavimo stolpce. V glavnem meniju greste na servis in tukaj izberete ponastavi vse stolpce in kliknete da. S tem ste si ponastavili prikaz števila in širine stolpcev za vsak grid posebej. Nastavljeni so tako, da najbolj optimalno prikazujejo podatke, ki jih potrebujete na določenem oknu. Lahko si ponastavite tudi pozicije oken. Seveda pa lahko prednastavljeno nastavitev stolpcev tudi popravite, tako da greste na grid, ki ga želite prenastaviti, kliknete na desen klik miške in tukaj izberete nastavitve stolpcev. Tukaj si lahko označite še, katere stolpce boste prikazovali. Rečemo, da naprimer bomo zdaj dodali obdobje AOL med prikazovanje. Zdaj pa si pogledamo, kako kopiramo podatke. Izberemo vrstice, ki jih želimo kopirati, kliknemo kopiraj označene vrstice, odpremo program Excel in sedaj samo lepo prilepimo podatke. Vsi podatki se izvozijo z glavami, tako da vemo, kateri stolpec prikazuje kakšne podatke. Lahko pa tudi označujemo. Če kliknemo tale gumb spodaj, označimo ali odoznačimo vse prikazane podatke. Lahko tudi označimo prvi račun, kliknemo tipko Shift, označimo zadnjega v vrsti in označimo vse prikazane. S tem smo pokrili nasvete, ki vam bodo omogočili lažje delo z desito.